Cenjene dame, dragi gospodje, ljubitelice in ljubitelji Prve lige Telemach, prisrčen pozdrav v družbi Sportkluba, prisrčen pozdrav z Rogaške Slatine. Pred nami je prva tekma 10. kroga Prve lige Telemach. Rogaška gosti Bravo, kar 30 letja so v Rogaški Slatini čakali na prvoligaško tekmo. Zdaj v slabem tednu bodo imeli konkretno dozo. Pečar in Stankovič na začetku tekme izmenjujeta položaj, zdaj pa ima priložnost Gradišar. Gradišar! Napaka v obrambi Brava, kaznovana. 12. minuta, Rogaška prihaja do vodstva. Veliko veselje domačih navijačev in domačih igralcev. Fantastično, mirno pa je zaključil Nejc Gradišar za vodstvo z 1-0, njegov drugi zadetek v tej sezoni. Veliko smole je imel na samem začetku. Spomnimo se, kaj se je takrat zgodilo, predvsem v prvem krogu na tekmi z Bravom. No in zdaj, ko se je vrnil v tisto polno formo, vidimo, kako nevaren je, ko se znajde v takšnih situacijah. Štor med tem z dobro reakcijo, Štor za Stankoviča. Stankovič lahko poda, Stankovič zdaj je zamujal Španring, ki bo vseeno streljal in na koncu gol, ki pa ne bo priznan. Kar nekaj odbijanja, nekaj brazilske sambe, Žoga Bonite v Rogaški Slatini s temi hitrimi podajami. Alisson, natančna podaja, vse tako se je zdelo. Orbanič je dobro odbil, Benedičič pa je sklenil napad z nenatančnim strelom. Trdin pa potem brez kakšnega večjega uspeha Janič. Zdaj še enkrat Trdin. Trdin in Štor, to je lepa poteza. Štor! Ogromno sreče tu za Rogaško. Prekrška zdaj ni bilo, Bravo sicer znova do žoge, ampak potem se je vse skupaj končalo in zdaj trije v črno-belem proti dvema branilcema Brava. Vinogradac ima priložnost in gol! 73. minuta, Rogaška vodi z 2-0. Zadev je 22-letni napadalec, ki je prišel v igro v 62. minuti. Takoj se je videlo, da bo to zelo nevaren protinapad in izkoristili so višek nogometaši Rogaške. 3-2, napaka pri Bravo. Tam so sicer Šiškarji protestirali predtem za morebiten prekršek, zanesljivo pa Oskar, povratek Prve lige na to zelenico, zdaj pa še domača zmaga. Morate pa biti najverjetneje zelo zadovoljni s tem, na kakšen način ste prišli do zmage. Zelo našpičeni, v obrambi praktično niste puščali prostora, v napadu pa ste bili zelo konkretni. Ja, sigurno. Pri tekmu se je čutila doza pritiska. Zelo nesrečno smo izgubili proti Muri, ampak fantje so danes pokazali en karakter, eno čvrstino zopet. Nasprotnika smo dobro preučili, se dobro pripravili, izvajali stvari do potankosti in bom rekel z naše strani popolna tekma. Prva zmaga na domačem igrišču, 1-0 v Prvi ligi, kak ne bom zadovoljen. Prvič ste tudi dosegli gol tako v prvem kot v drugem polčasu v tej sezoni, še ena statistična zanimivost. Morda pa greva še v drugi polčas, ko pa boste v analizi najverjetneje pograjali katerega izmed igralcev za voljo proti napadov. Bilo je še nekaj situacij, ko bi lahko dosegli tretji gol še prej, dali, kot Angleži radi rečejo, spad tekmo v posteljo. Kaj storiti še, da se to ne bo dogajalo, da boste še takšne priložnosti izkoriščali? Aluminij, Mura, danes ogromno teh pol-konter, ki na koncu potem v zadnji četrtini mogoče malo zaspimo, so premalo konkretni, ampak delo, vztrajati na teh stvareh. Prehodi so bili odlični. Bom rekel, za zmago v Prvi ligi smo dosegli dovolj zadetkov, 2. Če bomo vsako tekmo dosegli 2 zadetka, bo to odlično, bomo po večini tekem nabirali točke. Ne, prezadovoljni, se pravim, popolna tekma,
odgovornost na nivoju, pristop na nivoju in zaslužene zmage. In pa tudi vzdušje na nivoju, ne? Tako kot so že v prejšnji sezoni na stari tribuni dokazovali navijači tudi danes. Fantastično, v sredo ob 15. uri pravi nogometni praznik, ki se bo najverjetneje zavlekel potem še ob konec tedna v nedeljo na tekmo z Olimpijo. Kaj zmaje čaka v nedeljo tukaj? Ja, lejte, te polne tribune so dokaz, da Rogaška sodi v prvo ligo. Da je tu nogomet doma, da ljudje prihajajo na igrišče in nogomet se igra za gledalce. Naši gledalci so to danes pokazali ob zgodnji uri, sredi tedna so nas prišli podpreti in seveda velika zasluga gre tudi na njihov račun. Ja, nič, Olimpija, nova tekma, sigurno polne tribune, trenutno mogoče najbolj atraktiven nasprotnik v ligi. Nova tekma, nova zgodba, obljubljam pa, da bomo šli na glavo. Oskar, najlepša hvala in sreče. Hvala lepa. Aleš Arnolj, po dolgem času lahko odkrito rečemo, da Bravo ni bil na nivoju, ki smo ga vajeni, če smo povsem iskreni. Kaj je bil razlog za to, da je prišlo do takšne tekme? Ja, se strinjam, se zavedamo, v bistvu tokrat res preslaba predstava. Čeprav v bistvu do uvodnega gola, ker smo res storili veliko napako in je prišlo v bistvu do gola, do takrat smo začeli dobro, kljub temu, da v bistvu na malo težjem igrišču se je večkrat žoga izgubila, smo jo uspeli dobiti nazaj in biti dovolj nevarni, ampak po tem prejetem zadetku, po številnih dolgih žogah smo se pač preslabo prilagodili na igrišče. Igrišče smo mislili, da omogoča več, nasprotnik se je bistveno boljše na to prilagodil, ker preprosto na postavljeno obrambo je bilo izredno težko ustvariti in se umiriti na njej, najdeti natančno podajo in tukaj smo v bistvu prepozno začeli poskušati z bolj preprosto igro v globino in potem poskušati ogroziti vrata nasprotnika. Ampak kaj ne rečem, za mlado ekipo so te izzivi seveda vedno še bolj zahtevni, ampak danes je potrebno čestitati Rogaški, ker kljub vsem se je na vse pogoje prilagodila bistveno boljše in na koncu zasluženo zmagala. Je morda davek mladosti tudi takšna tekma, da pride do takšnih trenutkov, te neke oscilacije, ko potem pride do napake, kot se je zgodila Pečarju in potem jasno tudi padec celotne ekipe. Je to posledica mladosti, ki jo imate? Ja, sigurno je. Lejte, mladost nosi tudi svoje prednosti, ki smo jih že uspeli v bistvu zaenkrat pokazati, ampak na drugi strani pa absolutno je danes šlo za bolj atipično tekmo, kjer se izkušenejši igralci lažje in hitreje sigurno prilagodijo, ampak dejstvo je tudi, da je pretekla tekma z Olimpijo sigurno pobrala ogromno energijo, zelo malo časa je bilo za pripravo na naslednjo in očitno je bilo danes, da v bistvu ne mentalno, ne fizično nismo bili optimalni. Morda se še zazreva v prihodnost, kako zdaj pozabiti ta poraz, priprava na novo tekmo bo znova zelo kratka, kako dvigniti fante? Ja, pa jaz mislim, da v bistvu ne gre za nobeno dramo, da točkovno letos v bistvu presenečamo zaenkrat oziroma prehitevamo naš plan, tako da naš fokus je pa tako kot po zmagi spet samo na igrišče. Jaz mislim, da je res tokrat šlo za atipično tekmo, da jo ne smemo jemati kot pravilo, predvsem ne zaradi podlage takšnega števila dobrih tekem, ne izgubljati glave in predvsem res kvalitetno regenerirati in na Žaku ponovno odigrati tekmo na našem nivoju in videti, koliko bomo rezultatsko uspešni. Aleš, najlepša hvala in srečno. Hvala. Nejc Gradišar, čestitke za zadetek, za res lep zaključek, bi se pa sam bolj dotaknil celotne predstave, celotne ekipe. Delovali ste zelo našpičeno, niste pustili Bravo praktično ene, za res tiste resne priložnosti. Kako ste zadovoljni s predstavo? Ja, s predstavo fantov smo zelo zadovoljen. Tak plan smo imeli že od začetka, da gremo agresivno tekmo in da zabijemo prvi zadetek in da pripeljemo tekmo do konca. Pravi nogometni praznik, ne zgodnja ura, ampak vseeno polne tribune. Kako lepo je zadeti in potem slaviti z navijači še po tekmi tudi takšno veliko zmago. Ja, res je lepo. V Slatini so navijači res enkratni in živijo za nogomet. Tako da upam, da bo to čez celo sezono in da bo vsako tekmo čim več obiskovalcev. Najverjetneje vam je samozavest še zrasla zdaj s to zmago, pa vam z zadetkom. Kaj pripravljate za Olimpijo? Ja, za Olimpijo pripravljamo zmago, nič drugega. Najlepša hvala in srečno. Gašper Trdin, težko je po takšni tekmi zbrati neke misli, ampak vseeno v vlogi kapetana je ta naloga ponavadi potem takšna. Nekako je Bravo prvič v tej sezoni tako padel na nekem testu kot danes. Nekaj se je zgodilo v Rogaški Slatini. Se vam zdi, da bodo tu številni prvoligaši puščali točke?
Pa ja, mislim, da mi smo že pričakovali, da bo ena zelo težka tekma, da bo igrala vloga najbolj druge žoge, skoki, dueli. Nekako, kukar toliko smo dobro startali, pol do tiste napake smo dobili gol. Nekako smo se lovili, nismo najdeli tega našega ritma. Mislim, da bo klele na tem igrišču v mrskašni ekipi še veliko težko, ampak nimaš kaj, pride kakšna taka tekma, treba zbrati misli, čez 2 dni je Domžale, gremo spet na 3 pike in to je to, nimamo kaj. Najlepša hvala in srečno.